Ponovno smo stopili v novo leto. Postavljamo različne cilje, katere bi hoteli doseči. Zato vas tudi jaz želim izzvati to prvo nedeljo v novem letu 2024. Če se na kratko ozremo v preteklo leto, lahko rečemo, da je bilo kar stresno z mnogimi naravnimi katastrofami, vojnami in podobno. Bolj se na mnogih področjih razvijamo, bolj se na drugih področjih pogrezamo. Veliko je čudovitih rezultatov v znanosti, medicini, industriji. Bolj nekako spoznavamo, da na drugi strani človeški odnosi nazadujejo. Nikakor se ne moremo rešiti negativnega trenda, kar se tiče razpad zvez, mednarodni konflikti, napetosti. Človeški odnosi pokajo po vseh šivih. Tisti, ki beremo Sveto pismo, lahko rečemo na žalost nič novega, saj nam Sveto pismo jasno govori, da se bo vse to dogajalo. Sam Jezus je povedal, da bodo težka obdobja, preden bo on javno razodet v svoji slavi in moči. Ko pa je sedel na Olski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli: povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konec sveta. Jezus jim je odgovoril: glejte, da vas kdo ne zavede. Veliko jih bo namreč stopilo pod mojim imenom in bodo govorili: jaz sem Kristus, tako da bodo mnoge zavedli. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih. Jezus je jasno govoril, da bodo v njegovem imenu lažni Kristusi, da bodo mnoge vojne in govorice o vojnah. Vzdignil se bo narod proti narodu, kralji, predsedniki bodo nastopali drug proti drugemu. Bodo potresi, lakote na mnogih krajih in podobno. Apostol Pavel je prav tako spregovoril o poslednjih dneh. Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samovladanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raj bodo imeli naslade kakor Boga. Držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Bolj se približujemo nekemu vrhuncu poslednjih dni, bolj bo naraščala človeška sebičnost, prevzetnost, predrznost, nezadovoljstvo. Ljudje se bodo držali neke zunanje oblike pobožnosti, njihova srca pa bodo ostala nespremenjena. Nažalost so se mnoge stvari izpolnile, o katerih je govoril Jezus in tudi Pavel. In mnoge se še izpolnjujejo. Vendar pa nas Bog noče pustiti na cedilu,
In Sveto pismo nam mnogih stvareh ali krajih obljublja pomoč, da Bog želi najboljše za človeštvo in vedno ponuja rešitev. Ponovno poglejmo nekaj Jezusovih besed. Kaj me kličete, Gospod, Gospod, in ne delate tega, kar pravim? Pokazal vam bom, komu je podoben človek, ki pride k meni in posluša moje besede ter jih uresničuje. Podoben je človeku, ki je zidal hišo, globoko kopal in postavil temelj na skalo. Ko je nastala povodenj, se je vodovje ulilo proti tej hiši, a je ni moglo omajati, ker je bila trdno sezidana. Kdor pa jih sliši in ne uresničuje, je podoben človeku, ki je zidal hišo na zemljo brez temelja. Vodovje se je ulilo proti njej in se je takoj zrušila, in podrtija te hiše je velika. Jezus je dal obljubo, da vsak, ki pride k njemu in se da učiti od njega, ne bo razočaran. Bo njegovo življenje kot hiša, ki se gradi na trdnem temelju. Mi nismo popolni, toda hrepenenje in želje vsakega kristjana mora biti: želim živeti po besedah, ki jih je učil Jezus. On je postavil merila, temelj za krščansko življenje, pa ne samo za krščanstvo, ampak za vse ljudi. Če bomo brali, se učili od Jezusa, njegovih besed in z Božjo pomočjo trudili, da živimo po njih, nam je zagotovljeno trdno življenje, ki bo kos vsem nevihtam in izzivom na svetu. Človeštvo rabi spremembe v svojem srcu. Naše življenje kot drevo, pravi Jezus, ki lahko prinaša dober ali slab sad. Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznavamo po njegovem sadu. Smoka ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robilovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro. Hudoben pa iz hudobnega hudo. Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta. Kaj je v našem srcu? To pride prej ko slej ven. Jezus pravi, da je srce kot zaklad. Judje so verovali, da je srce središče človeškega življenja. In če je srce kot dober zaklad, bo iz njega prihajalo dobro ali obratno, hudo. Zato nas Božja beseda izziva na začetku leta, kaj želimo prinašati v tem letu. Dobro ali hudo? Ali želimo svoje življenje graditi na dobrem temelju? Tega pa človek ne zmore sam. Lahko vidimo skozi zgodovino človeštva veliko hudega. Ko je človek mogoče v iskrenosti hotel dobro, toda brez Božje pomoči je na koncu napravil hudo. Nažalost tudi sama religioznost, ko je človek začel delati stvari v imenu Boga, z dobrim namenom, vendar ne z vsem predanju in jasnim računanjem na Božjo pomoč, se je na koncu sprevrglo v hudobijo. Spremembe prinaša jasno zavedanje: rabim Božjo pomoč,
ki lahko edina spreminja človeško sebičnost v iskreno željo blagoslova dobrega za človeštvo. Potrebna je jasna odločitev, predanje Jezusu, da gradimo na zdravem temelju v novem letu 2024. Blago človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je kakor drevo, zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njihovo listje ne ovene. Vse, kar dela, uspeva. Psalm 1 nam govori o jasni odločitvi. Želim graditi na zdravem temelju, ne na temelju grešnih odločitev, ampak na temelju Božje besede. Takšno življenje nam daje obljubo, da bomo drevo, ki daje sad ob svojem času in uspeva. Želim vam blagoslovljeno leto 2024.